Danes sem v trgovini, ki jo obiskujem res pogosto. Zakaj? Zato, ker tukaj obstajajo stvari iz mojega otroštva. Vlaganje. Z otroštva spomnim, ker sem večino časa živela pri moji babici, ona je imela zelo urejeno shrambo. In tisti shrambi vedno je bil prvored, taki kot imam ga jaz zdaj, ampak drugo, ona je vedno imela vsega veliko. In ker je živela pri vojni, je bila otrok vojne, je čutila ta lakoto in vedno je rekla, če shramba je polna, to pa si res bogat. Torej ni količina denarja, ampak shramba. Zato pa, če vidim vse to izobilje, to pa mora biti občasno, če kaj imate kako žganje, recimo ponavadi žganje, 50 ml ali 100, če ste že tako močni, potem pa s tem lahko malo pogriziš, pa ali paradižnik, ali kumarice in to pa tradicionalna stvar. Tukaj, kar vidite, imamo zelo veliko izbiro vsega, tudi gobice. To pa res, to pa mora biti v vsaki družini vedno. To so tudi take piškotke. V otroštvu sem jih vedno imela, smo imeli samovar, to je tak čajnik poseben in to vedno je bilo zraven. Tukaj pa imamo različne vrste takih prigrizkov, če imate radi pivo, bi vam priporočala vsaj, da probate različne vrste ribe, navadni kruh posušen z različnimi zeliščami. Mogoče ste kdaj slišali sarma ali nekaj podobnega. Listje od grozdja in v tem listju od grozdja so polnili z različnimi nadevi. Zdaj pa bom vam povedala recept super enostavne in super okusne tortice. Rabite pa to, pa to. To je kondenzirano mleko. Res mleko, samo gosto pa zelo sladko. To pa so kot vafeljni liste, dobro. Vsak list namažemo s tem kondenziranim mlekom. Ponavadi je dam en krožnik spodaj, drugi pa gor, pa nekaj še dam, vedno v hladilniku nekaj obstaja. Pa 6 ali 8 ur naj stoji, potem pa samo narežite na koščke. Ta kondenzirano mleko imamo ni samo tako, ampak tudi kuhano. In tukaj tudi imamo recept. Prvo vzamemo to, pa je pripravljeno, mogoče lahko tudi malo popražimo kakih oreščkov, pa voilà, imate že pripravljeno sladico. To ni samo prigrizek, to je nacionalna vrsta športa, ker pri nas, če greš mimo na kakšni vasi, ponavadi sedijo babice, pa jejo sončnična semena. Različne vrste rolat, biskvitno testo, različne nadevi. Kaj pomeni halva? To so sončnična semena s sladkorjem, pa z različnimi tudi oreščke. Tudi imamo halva, recimo. Ampak tukaj je pakiranje dobro, da kar naenkrat, kot bonbon poješ. Moje osebne so najljubši bonboni. Takrat so se imenovali Prometej, zdaj pa se imenujemo Meteorit. Vse isto, recept isti, kot probam, spomnim, kak je bilo hudo dobro. Obožujem, brez besed. Kot ta tortica, ki sem vam jo pokazala z vafeljnimi listi, ampak podobno. Tukaj pa imamo vafli, pa nadev tudi od kreme različne, pa čokolada, pa lešniki, pa kako je to dobro. Nekaj koščkov, pa kavica dobra ali čaj, kaj pa imate radi. To skoraj vedno imam doma in tukaj imam poseben zajtrk. Recimo z otroštva imam tak recept. Ta dva piškota, zdaj bom skrivnost povedala, ta dva piškotka, med njima maslo, pa kavica. To je to. To je najboljši sendvič na svetu. Poglejte, če rabite kako darilo, posebno darilo, to, kar sem vam rekla, greste nekam na čaj, zato pa si vzamete bonboni, piškotki, vse takega in vedno boste imeli občutek, da ste prinesli nekaj posebnega. Vsi bodo takoj opazili, kaj prinesli, samo vi. Vse so dobre, res. Tudi lahko si naredite neki miks bonbonov, ki vam pašejo. Tukaj pa bom vam pokazala posebno stvar. Imamo ali tak, to je Ivan čaj. Ta čaj kot alternativa črnega čaja, ampak nima kofeina. Spet to je zeliščni čaj in zelo, zelo koristni. Meni je zelo všeč to darilna škatla, poglejte. Če rabite neki darilno kako škatlo, kako lepoto, gledajte, T-book, to pa res prijetno, kako neobičajno darilo in cena je vrhunska, ne? Celo otroštvo, ko sem pila kompot,
smo imeli veliko vode, pa samo popiješ. Tukaj meni so rekli, boš kompot? Da so, ja, seveda bom. Meni prinesel krožnik, krožnik kuhanega sadja in malo vode. Takrat sem ugotovila, da tu kompot je nekaj drugega, je sladica posebej. Situacija. Vi pa greste recimo nekam na obisk do kakega moškega ali v kakšno družino ali še nekaj. Kaj pa mu podarite? Konjak, to je brandy iz Armenije. Veste kaj, sladoled, tisti po recepturi še državni. In tukaj pa imamo več tega sladoleda. Jaz pa osebno imam rada, bom vam pokazala, taki. Ta je zame najboljši, ta pravi, torej čisto vaniljev sladoled. Tukaj pa imamo tudi vrste sladoleda in če imate veliko družino, tako se imenuje vrečka, velika družina, lahko to si kupite in že pakirano. To ne moreš ne probati. To je ekler. Nekje v lokalah imamo tudi podobno. To ni ta prav. Tukaj je toliko masla. Masla, da lahko še 2 kruha namažeš. Toliko masla. Taka čokolada kvalitetna. Kako je to dobro. Imamo to še malo pakiranja. Tega enega res bo dovolj za 2. Res za 2. Če po polovički se date, boste siti. Kaj pa imamo tu? Džem notri. Dober džem. Veliko džema, marmelade. Gor pa je skuta, ampak skuta sladka, pasirana skuta, mehka. Gor čokolada. Zelo dobro. Omaka lahko poveže stvar, lahko da neki nov občutek, nov navdih. In tukaj pa imamo vse imajo. Ko sem vam razlagala ta zgodbo o moji babici, da je rekla, da shramba mora biti vedno polna. Moja mama je imela še dodatno zmrznjeno ribo. Vedno smo imeli zmrznjeno veliko ribe. Japonske stvari imam rada z zeliščami. To pa tudi imam rada. Drugače, skuhamo ali v ponevu spečemo malo sojine omake. To pa Soviet Union najljubša hrana. To so take raviole, vzhodnoslovanske raviole. Jaz tudi znam jih narediti doma, samo je to tako dolgo, da to lepiš. Če imate moškega doma, ki je vedno lačen, evo, nikoli njemu ne bo dolg čas. To se imenuje šprote, to je z Pribaltike. Torej, to je riba, male ribice so vlagane. Ko nisem bila vegetarijanka, sem to vse probala. Vse je dobro, samo proizvajalca morate zase najti. Mogoče se imenujejo žlikrofi v slovenščini. To pa testo, notri pa ali gobice, ali tudi mesne nadeve, ali s krompirjem. Tudi daš kot pelmeni vrelo vodo, malo skuhaš, gor pa lahko daš smetano, maslo, različno, zelo okusno. To ne znam pečti. Kolikokrat sem probala, vedno pride ni tako dobro, kako je v trgovini. Tukaj pa je z mesom, jaz pa imam rada z gobami, to je čebureke. Tako hrustljavo. Nekateri ljudi najamejo kuharja, zato da ta kuhar njim kuha neke različne stvari vsak dan. Ne rabite kuharja, lahko samo si vzamete različne stvari, da imate tako izbiro vsega. To so različne napitke. Se imenuje kvas, to je kot neka gazirana pijača na osnovi kruha, pečenega kruha, pa posušenega, pa potem se pojavi to kot fermentirana pijača. To smo vse pili v otroštvu. To vse spomnim, Tarhun, Bajkal, vse različne okusi. Tudi posebna stvar, mineralna voda. To je mineralna voda iz Gruzije. Kot tukaj v Sloveniji je znan Donat, tako v Gruziji je znan Boržomi. Obožujem, če imamo veliko izbiro brezalkoholnih pijač. A veste, kakšna tortica je najbolj znana v Ukrajini? V preteklosti, če nekdo je šel v Kijev, obvezno, so vsi pričakovali, da on bo prinesel kijevsko tortico za sabo. Imamo manjšo verzijo, pa večjo. Kaj pa je to? Španski veter, poznate, ne? To z beljakovine pa sladkor. Pa tudi lahko si predstavite, notri damo lešnike, pa notri še damo veliko masla. Ni veliko masla, pa sladkorja. Masno, sladko, okusno. To morate probati vse enkrat. Vse moraš probati, skoraj vse. Samo zato, da malo veš. Jaz bi tu živela. Tudi to kot vlagano. Sem vam že rekla, da zelje različno pakiramo. Tudi zelje podobno kot do slovenskega, samo imamo tukaj še korenje zraven.
Pa zdaj celi TikTok pravi kimči, kimči, kimči. Pa kaj pa je to kimči? Zdaj pa evo vidim. To je tudi taka začimba drugače. Toplo priporočam vse tiste fermentirani zelje, ker oni so zelo koristni za našo prebavo. In če to bomo jedli vsaj enkrat na dan, nekaj takega, to nam bo pomagalo. Kaviar iz alginata. To pa neka mešanica različnih sestavin iz ribe, ampak skupaj so narejeni kot kaviar in izgleda res kot kaviar, samo stane 3,5 evra, zato pa lahko si vsak to privošči. Posebno z Azije korenje. Korenje azijsko je narejeno na tak način, poglejte, mogoče ste že kdaj to probali, to je tudi fermentirana hrana, to so morska trava, zelo okusna zame. Seveda na prvi pogled mogoče tako ni običajno, ni tipično, ampak je res, priporočam vsaj probati. To pa čuka. Nekateri pravijo na nek drug način, naslov kitajski, mislim, restavraciji sem to na drug način je imenovano. Res, okus je božanski. Ko imamo kaki žar, to je moj posebni recept. Sir suluguni, pa imamo tudi tukaj, lahko si kupiš lavaš. Lavaš to je neka vrsta kot tortilje, pa koriander v šopkih. Jaz obožujem koriander. Ta okus, če nimate radi koriander, lahko tudi zamenjate s peteršiljem ali s kropom. Ampak res, ta okus take posebne mešanice, tudi malo ga daš na žar, minuto maksimum, da samo to ti sir se poplavi. Joj, to pa božansko, božansko. Zdaj pa sem vam odprla svoj posebni recept za žar. Tukaj pa imamo špek. Recimo v Ukrajini to je tradicionalna specialiteta stvari iz špeka in če pridete recimo v Ukrajini nekam na obisk, vam ponujejo žganje, pa črni kruh, pa gor špek, pa kumarice vlagane, mogoče še hren kot začimba bo. Tukaj pa imamo še različne vrste kaviara, ampak tistega pravega kaviara. To je navadni kaviar, ki je od ribe, od različnih vrst ribe. Tudi lahko pogledate, kako veliko rib imamo tukaj, torej in posušene, in dimljene. Zato da, če res si privoščite, pa vzamete en dan nekaj si narežite tega, pa tega, če to imate radi, pa boste si razširili palitro svojih okusov, svoje izkušnje. Pri cerkvi na praznikih, na velikih ortodoksalnih praznikih, pogosto pijejo kagor. To je sladko rdeče vino. Torej, če si želite probati nekaj posebnega, to pa res je smiselno. Seveda zdaj moji okusi mogoče se bolj spremenili in že imam rada veliko slovenskih stvari. Samo, če ti postaneš multikulti, kot multicultural, da si prevzameš iz različnih držav več dobrega, da probaš, da raziskuješ, to pa tebe vedno obogati. Zato pa vam priporočam, zdaj, ko sem vam pokazala in sladice, in neke začimbe, in zelenjave, in marmelade, in piškotke, in čokolade. Vse sem vam pokazala. Toplo priporočam trgovine, Mixmarkt, pa še tole, tukaj imamo trgovino Čeburaška. Čeburaška se imenuje ena taka znana igračka na vzhodnji Evropi. Gremo pogledati, kaj pa je tu. Hitreje. Veliko kozmetike, zanimive, dobre, kvalitetne kozmetike, ki smo jo uporabili vedno od otroštva. In če kaj potrebujemo, pridemo vsem pa kupimo, ker ponavadi cenimo naravno kozmetiko. To, kar ti lahko vse olajša simptome, pa te ozdravi hitro, pa naravno. Babuške. Torej, če želim nekomu narediti kako darilo, pa naredim tako babuško kot darilo, to pa vedno cenijo. Darilne škatle, če pride recimo ortodoksalni kakšni prazniki, tukaj pa imamo kar vse za praznike, ampak moramo biti res hitri, da pridemo, ker pred nami lahko vse kar takoj poberejo. Pa
lahko tukaj kupite skoraj vse, kar sem prej vam povedala. Različne vrste peciva, lahko si pripravite kako tortico, brezalkoholne ali alkoholne pijače. Res si lahko naredite tako žurko. Zadnjič sem vam pozabila povedati o takem pecivu. To je ovseno pecivo. Če smo v otroštvu si želeli kako pecivo, ponavadi naši mami nam so rekli, vzami si ovseno pecivo, ker to so rekli, da je bolj zdravo. Občasno, če nismo imeli kakih sladic, je bilo dobro, če smo imeli tak suh kruh. Tu pa je sladki kruh z rodzinami in pod čaj, če lahko malo namočimo v čaju, to pa ful paše. Spet različna vrsta vin, žgane pijače, vina, peciva, vse si lahko privoščimo. Brezovi sok, ki sem vam ga pokazala zadnjič, lahko imamo taki ali pa taki. Čokolade. Vedno tukaj so vsi vedeli, kakšno čokolado imam rada, pa koliko jo si lahko vzamem, da vzamem kar vse. Spet pa različne naše vlagane stvari, zelo dobre, to vam sem omenila, to te prigrizki morate si probati, če imate radi pivo, pa res bo pasalo. Pa različne vrste vlagane zelenjave. No, tukaj pa mogoče bolj mali prostor, ampak zelo avtentični, zelo prijetni, mogoče tudi bi rekla po domače. Skoraj vse te, kar sem omenila prej, v Mixmarktu, ampak tukaj imamo to bolj kompaktno, ampak imamo skoraj vse. Pa še tukaj Čeburaška v Ljubljani. Gremo pogledati, kaj pa je tu? Če pridete, spet vam pokažem, kar veliko imamo vsega na izbiro. Sneki, če imate kako pivo ali kako prijatelji bodo prišli zraven, res priporočam to probati. Tukaj imamo kar veliko izbiro vsega, kar sem vam že pokazala. Skoraj vse, kaj rabite za svojo uporabo ali pa če imate kakšen obisk. Toplo priporočam, tukaj pa imamo in začimbe, in različne omake, različne vrste masla. Tudi bi posebno poudarila na eno stvar. Poglejte, čokoladno maslo, navadno maslo, samo s kakao. Vkus je res poseben. A se spomnite, sem vam pokazala prej kondenzirano mleko. Poglejte, tukaj pa imamo zelo udobne formate. Lahko to kar shranite v hladilniku in ne potrebujete nič, nobenih pokrovčkov. Različne vrste bonbonov, če boste potrebovali kaj za čaj ali za obisk, tudi si lahko izberete različno ponudbo, to, kar vam bo najbolj pasalo. Tako kot je v Mariboru, v Ljubljani imamo tukaj zelo prijeten ambient, vse kar po domače. Dobrodošli v Čeburaška!